Spoštovani gospe in gospodje. Ladies and gentlemen, colleagues, distinguished guests, welcome in our midst. Witajte, dobrodošli, benveni, binek ak venit, herzlich willkommen, benvenido, dobro požalovat, benvenuti in pa welcome. Vesel sem, da vas lahko pozdravim. It gives me great pleasure to be able to greet you on behalf of the National Council of the Republic of Slovenia. I thank you very much for participating in the 18th meeting of the Association of European Senates. Sadly, the representatives of the United Kingdom and Italy, because of other pressing engagements, could not participate. Ki pa se srečanja žal ni mogel udeležiti. Poleg tega smo predsednika Irskega senata tudi pozvali, da pošlje Irski senat prošnjo za članstvo v Združenju evropskih senatov, da bi na tem srečanju tudi odločali o njihovem članstvu v našem združenju. Prejeli smo odgovor predsednika Irskega senata, da je naklonjen članstvu v Združenju evropskih senatov in da aktivno proučuje vprašanje, da bi Irski senat postal član našega združenja. V pismu, ki smo ga prejeli, je izrazil odprtost do prihodnjega sodelovanja v okviru Združenja evropskih senatov in vsem nam udeležencem zaželel uspešno srečanje. Njegov odgovor imate v gradivu. Državni svet je ustanovni član Združenja evropskih senatov in to srečanje organizira že drugič. Prvič ga je organiziral že leta 2002 in je srečanje potekalo na sedežu Državnega sveta v Ljubljani. Odločili smo se, da tokrat srečanje organiziramo v kongresnem centru Brdo, poleg eminentnega in zgodovinsko pomembnega renesančnega dvorca Brdo. Naj vas ob tem samo seznanim, da je leta 2001 ta protokolarni objekt gostil vrhunsko srečanje med ameriškim predsednikom Georgeom Bushom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kongresni center Brdo je bil zgrajen zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji v letu 2008, ko smo gostili srečanje na najvišji evropski ravni in ga od takrat uporabljamo za takšna srečanja, kot je današnje srečanje Združenja evropskih senatov. Glede na to, da je kongresni center zelo uporaben, pa se njegova razširitev načrtuje za naslednje predsedovanje Slovenije Evropski uniji v letu 2021. Priložnost, da lahko Državni svet ob 25. obletnici delovanja organizira to srečanje, je za nas in za našo državo zelo pomembno in eminentno. Na to smo zelo ponosni, zato se vam vsem zahvaljujemo za vašo udeležbo na tem srečanju. Za učinkovito delovanje parlamenta je v sodobnih demokratičnih državah zelo pomembno sodelovanje obeh domov v dvodomnih sistemih. V skoraj vseh državah z dvodomnim parlamentarnim sistemom je znan antagonizem med prvim in drugim domom. V Sloveniji pa lahko poudarimo dobro sodelovanje med Državnim svetom in Državnim zborom, ki domujeta v isti stavbi v parlamentu. Te dobre odnose želimo negovati še naprej, zato sem na srečanje našega združenja z veseljem povabil tudi predsednika Državnega zbora, dr. Milana Brgleza, da vas nagovori. Torej, spoštovani predsednik, dr. Milan Brglez, izvolite, beseda je vaša. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. Naj vas tudi sam uvodoma prav lepo pozdravim in vam izrečem dobrodošlico v Sloveniji, ki gosti tokratno 18. srečanje Združenja evropskih senatov. Naj ob tem tudi poudarim, da me posebej veseli, da Slovenija oziroma Državni svet gosti to srečanje prav v letu, v katerem tako kot tudi Državni zbor praznuje svojo 25. obletnico. Rdeča nit oziroma vprašanje, ki ste ga postavili v središče zanimanja tokratnega srečanja, vprašanje, ali potrebujemo dvodomni Evropski parlament, je ne le zanimivo, ampak tudi,
dovolite mi, da rečem ambiciozno. Čemu ambiciozno? Vsi se boste verjetno strinjali z oceno, da se evropsko povezovanje trenutno nahaja na prepihu, da se sooča z zahtevnimi izzivi, ki so bili še pred nekaj leti nepredstavljivi, z izzivi, ki niso le posledica odločitve ene izmed članic, da po dolgih letih zapusti evropsko družino, temveč so tudi posledica širšega, globalnega dogajanja in nezmožnosti Unije za hitro, složno in odzivno reagiranje. In upoštevajo omenjene okoliščine kot tudi dejstvo, da Unija po lanskem glasovanju o Brexitu torej sestavlja le še 27 zelo različnih, pogosto tudi precej samosvojih držav članic, menim, da je razmišljanje o morebitni dvodomnosti na nivoju Evropskega parlamenta precej ambiciozna naloga oziroma opravilo. Izpeljava ideje dvodomnosti v praksi, njena realizacija torej, je vse prej kot enostavna. Utemeljena na ideji delitve oblasti in ideji modrosti oziroma posvetovanja pri vladanju, se je dvodomnost v svoji zelo osnovni obliki prvič pojavila že v antični Grčiji, antičnem Rimu, ter kot takšna pomembno vplivala na evropske politične mislece od srednjega veka dalje. Kot dodana vrednost demokraciji naj bi dvodomnost okrepila sistem preverjanj in ravnotežij, omogočila možnost ponovnega, dodatnega premisleka o sprejetih odločitvah, preprečila zaletavost in omogočila večjo kakovost zakonodaje. Oziroma, če si sposodim besede Viktorja Hugoja, ki jih je ob ustanovitvi Združenja evropskih senatov uporabil njegov idejni oče Christian Poncelet, bolje mislita dve glavi kakor ena. V teoriji se omenjeno sicer sliši logično in sila enostavno, predvsem pa kot nekaj, brez česar si dobro delujočo demokracijo in kakovosten predstavniški sistem le stežka predstavljamo. A praksa je pogosto povsem drugačna. Nenazadnje o tem priča tudi naša slovenska izkušnja. Pred 25 leti, torej potem, ko smo že zakorakali na pot samostojnosti in neodvisnosti, smo se tudi v Sloveniji ubadali s vprašanjem eno- oziroma dvodomnosti, ter se na koncu odločili za kompromis, s katerim je svoje mesto v slovenski ustavi poleg državnega zbora dobil tudi državni svet. Pisci slovenske ustave so državni svet s primerjavi z državnim zborom morda res postavili drugačen, lahko rečemo tudi neenakopraven položaj. Vendar pa so mu namenili pomembno in odgovorno nalogo. Zamišljen in oblikovan je bil kot institucija, ki bo strokovnostjo in modrostjo protiutež in korekcija prevelikemu vplivu strankarske politike pri sprejemanju zakonodaje v državnem zboru. Zamislili so si ga kot institucijo, ki bo prispevala k modrosti vladanja, pa tudi k bolj kakovostnim odločitvam in zlasti k zmanjševanju demokratičnega deficita v družbi. V letih, ki so sledila, smo si v okviru naše asimetrične oziroma nepopolne dvodomnosti, kot jo tudi radi označimo, nabrali kar nekaj raznovrstnih izkušenj, tudi takšnih, ki so vodila v sicer neuspešne poskuse ukinitve slovenskega drugega doma. Naj si bodo torej izkušnje dobre ali slabe, verjamem, da so prav vse dragocene in prav vse predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnji razvoj parlamentarizma. Spoštovani in spoštovane, s tem kratkim orisom oblikovanja in delovanja slovenske dvodomnosti sem želel zgolj opozoriti na vse razsežnosti in zahtevnosti vprašanja, o katerem bo v teh dveh dneh tekla beseda. Kot sem omenil že na začetku, so časi, v katerih se nahajamo, žal, izjemno negotovi in nepredvidljivi. S spreminjanjem sveta in z vse hitrejšim razvojem dogodkov v naši bolj in manj neposrednji okolici pa se nedvomno spreminjajo tudi naše potrebe. S tem pa tudi naš način sodelovanja, odločanja in odzivanja. In to ne le na nivoju posamezne države, ampak tudi na nivoju našega povezovanja in sodelovanja v okviru Evropske unije. Vprašanje, ali je dvodomnost Evropskega parlamenta sploh potrebna, je zatorej vprašanje, ki se poraja za Unijo, prelomnem in zatorej najverjetneje ne najbolj ustreznem času. Še zahtevnejše pa je vprašanje, ki nekoliko logično sledi prejšnjemu, in sicer, ali je takšna dvodomnost sploh izvedljiva. O tem, vsaj na kratek rok, nisem prepričan, kajti članic in posledično različnih, včasih tudi popolnoma nasprotujočih se interesov in idej ni malo. Po drugi strani pa tudi ni mogoče mimo kritične opaske državljank in državljanov Evropske unije o oddaljenosti Bruslja in evropskih institucij. Upravičeno se, verjamem, ob tem sprašujejo, ali bi dvodomen Evropski parlament torej pomenil izboljšanje kvalitete odločitev, demokratičnih procesov in nenazadnje
tudi njihovega življenja. Spoštovani gostje, verjamem, da bomo s tvornim sodelovanjem in ob odprti medsebojni komunikaciji tako med domovi posamičnih držav, kot tudi z medparlamentarnim sodelovanjem med državami, našli odgovore tudi na še tako zahtevna vprašanja in dileme, kot je tokratna. Naj pa ob tem ne umanjka zavedanja, da so običajno predvsem majhni in postopni koraki tisti, ki privedejo do širše sprejemljivih, predvsem pa trdnih in trajnih odločitev. Naj vam na mesto zaključka zaželim vsebinsko bogato, plodno, pa tudi živahno razpravo. Hvala za pozornost in prijetno bivanje v Sloveniji. Torej, spoštovani predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, najlepše se vam zahvaljujemo za vaš nagovor in pa bi vam se seveda zahvalil za to, ob tem pa predal neko priložnost, darilo, ki ga seveda imamo v ta namen. Spoštovani, rad bi vas seznanil, da je na podlagi predhodno pridobljenega soglasja člani združenja tokratno srečanje odprto za javnost zaradi pomembnosti tematik, ki jih obravnavamo. Vsem delegacijam se zahvaljujem za podporo omenjeni ideji. Tokratno srečanje bo potekalo v dveh delih, in sicer danes seminar o Evropskem senatu, poti do tesnejše povezave z državljani Evropske unije, jutri pa se bo program nadaljeval z razpravo o temi drugi domovi pred izzivi časa. Sprašujem, ali želi o tem predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? Če ne, potem ugotavljam, da je dnevni red bil nekako soglasno sprejet. Hvala. Prehajamo na obravnavo seminarja Evropski senat pot do tesnejše povezanosti z državljani Evropske unije. Dovolite mi, da vas seznanim, da sem na današnji seminar povabil tudi profesorja dr. Franca Grada, rednega profesorja za ustavno pravo s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, da nam bo kot ustavni strokovnjak spregovoril o ideji dvodomnosti na ravni Evropske unije. Poleg tega sem k uvodnemu nagovoru k tej temi pozval še predsednico nizozemske prve zbornice Anki Broxner-Knoll in predsednika Češkega senata Milana Ščeha. Tudi njene predstavitve nam bodo v pomoč pri razpravi o ideji glede ustanovitve dvodomnega Evropskega parlamenta. Po uvodnih nagovorih bo sledila razprava. Prosimo, da se k besedi prijavite tako, da izpolnite prijavnico, ki jo imate v gradivu, in prijavnico prinešete predsedstvu. Čas razprave bo omejen glede na število razpravljavcev. Razpravo bomo zaključili ob 17. uri, sledila bodo bilateralna srečanja. Sedaj pa dovolite, da vam predstavim nekaj misli o Evropskem senatu kot poti do tesnejše povezanosti z državljani Evropske unije. Že lansko letno srečanje senata v Brnu, oktobra lani, me je spodbudilo k poglobljenemu razmisliku o vsebini letošnjega srečanja tukaj v Sloveniji. Po eni strani se namreč soočamo z nenehno krepitvijo legitimnih zahtev evropskih državljanov po strukturnih spremembah evropskih inštitucij, s katerimi želi vse širši krog Evropejcev pridobiti več vpliva na odločitve, ki zadevajo življenje vseh. Po drugi strani pa je na podlagi izkušenj četrtletnega delovanja Državnega sveta, asimetričnega drugega doma slovenskega parlamenta, že mogoče izluščiti določene prednosti, ki bi jih dvodomni parlamentarni ustroj lahko doprinesel tudi na ravni Evropske unije. Naše izkušnje kažejo, da so prednosti dvodomnega sistema večje od njegovih slabosti. Očetje slovenske ustave
so pri umeščanju državnega sveta v ustavno ureditev subtilno zaznali, da je lahko v okoliščinah predstavniške demokracije dvodomni parlamentarni sistem določena rešitev v smeri zmanjševanja demokratičnega primanjkljaja, kar je tudi ena ključnih kritik državljanov, ko gre za njihov odnos do nacionalnih predstavniških teles in tudi za odnos do Evropske unije. V 25 letih razvoja slovenske demokracije se je namreč izkazalo, kako zelo pomembno je v parlament prenašati razmišljanje čim širše pahljače družbenih interesov in na ta način prispevati k oblikovanju boljše politike z več posluha za državljane. V mislih imam glas civilne družbe, ki je prek drugega doma v slovenski družbi pridobil pomembno prepoznavnost in vpliv v procesu oblikovanja zakonodajnih rešitev. Izkušnje, ki izhajajo iz mojega 5-letnega predsedovanja državnemu svetu, tudi kažejo, da je državni svet ne vzpostavlja, ne povezav, ne med politiko in potrebami civilne družbe v obliki društev združenj. Vse večkrat se na državni svet obračajo tudi državni organi, ministrstva, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, Evropska komisija in Evropski parlament v želji, da bi skupaj pripravili strokovni posvet, na podlagi katerega bi v odprtem dialogu politične, strokovne in zainteresirane civilno-družbene dejavnosti oblikovali argumentirane zaključke in s tem pripomogli k izboljšanim zakonodajnim rešitvam. Na državni svet se je lani obrnil tudi predstavnik Evropske komisije v Sloveniji in skupaj smo pripravili zelo odmeven posvet o za Evropejce in Slovence izjemno pomembni temi, o evropskem stebru socialnih pravic. Pomembna četrtstoletna pozitivna izkušnja državnega sveta, ki jo želim danes posebej izpostaviti, je, da predstavlja drugi parlamentarni dom že preizkušen in morda posnemanja vreden potencial interakcije v trikotniku civilna družba, zakonodajna oblast in izvršna oblast. Razlog za to se skriva v sestavi in pristojnosti državnega sveta, ki je svojevrstna inovacija. Dovolite mi, da kratek ekskurs v tisti del ustavnega besedila, ki utemeljuje sestavo in umestitev državnega sveta v ustavni ustroj. Državni svet je ustavna konstituirala kot unikatno zastopstvo interesov, zaradi česar je državni svet že 25 let stičišče interesov slovenske družbe. Za razliko od državnega zbora, ki je zastopstvo političnih strank, je državni svet interesno zastopstvo zelo raznolikih spektra interesov. 18 je predstavnikov funkcionalnih interesov, 22 je predstavnikov lokalnih teritorijalnih interesov. Zelo pomembno je dejstvo, da imajo tudi lokalne skupnosti svoje najvišje zastopstvo v državnih organih prav v državnem svetu in sicer odkar župani ne morejo več biti poslanci državnega zbora. Državni svet s svojimi stališči ob obravnavanih družbenih in političnih vprašanjih, ki jih pridobi od civilne družbe, opozarja na pomembne vsebinske in razvojne pomanjkljivosti ter jih konstruktivno uveljavlja v državnem zboru in v javnosti. S tem je državni svet pomembna institucija v sistemu zavor in ravnovesij, kot pravimo checks and balances, z vetom omogoča državnemu zboru ponovn razmislek o primernosti zakonskih rešitev. Državni svet redno obravnava vso zakonodajo in pošilja tako državnemu zboru, kot tudi njegovim delovnim telesom mnenja o vseh zadevah iz njegovih pristojnosti. Tako smo državni zbor in na njegova delovna telesa poslali preko 3000 mnenj, v katera vstavljamo tudi predloge amandmajev, ki jih delovna telesa državnega zbora prisvajajo kot svoja in našajo v predlog zakonov. Poudarim naj, da se vpliv državnega sveta na kvaliteto sprejete zakonodaje kaže ne samo prek pristojnosti veta, ampak predvsem prek pristojnosti dajanja mnenj,
ki nastajajo v tesni interakciji s strokovnostjo in zainteresirano civilno družbo. Čeprav so med prvim in drugim domom razlike v načinu sestave, v vlogah in njuni moči, pa je cilj obeh domov usmerjen k skupnemu cilju – sooblikovati čim boljše zakonodajo. In to je tudi pomembno izhodišče za naše vzajemno parlamentarno delo. Ob tem opažam, da je klasična demokracija, kot smo jo poznali do zdaj, v zadnjem obdobju sooča z izzivi, ki bodo verjetno zahtevali nove pristope, nove mehanizme odločanja in branjenje njenih temeljnih postulatov. Nasprotnem ne bo več njihov branik in spodbujevalec pozitivnih procesov v družbi. Gre za številne pojave različnih ekstremizmov po Evropi, novo delitev moči v mednarodni skupnosti in možnosti posameznikov in skupin, da se pri zagotavljanju in uveljavljanju svojih interesov skozi ustaljene mehanizme ne izmenijo za širšo dobrobit družbe. Kot rečeno, že uvodoma je naša izkušnja ta, da lahko v okoliščinah predstavniške demokracije prinaša dvodomni parlamentarni sistem določeno rešitev v smeri zmanjševanja in demokratičnega primanjkljaja. Zato je eden od možnih scenarijev prihodnjega razvoja Evropske unije in Evropskega parlamenta, ki po mojem mnenju zahteva poglobljeno obravnavo, razvoj parlamentarizma v smeri dvodomnosti. Uveljavitev drugega doma na ravni Evropske unije bi pomenila povezavo med nacionalnimi parlamenti in unijo, kar bi vodilo v zmanjševanje demokratičnega deficita. Drugi dom bi predstavljal boljše ravnovesje med institucijami Evropske unije, saj so njene institucije centralizirane, drugi dom pa bi bil zaradi svoje sestave lahko element decentralizacije. Drugi dom na ravni Evropske unije bi lahko z neposredno vlogo v zakonodajnem postopku Evropske unije poudaril in združeval vlogo Evropskega socialnega sveta, zbora regij in nacionalnih parlamentarnih držav članic, ki nadzoru nad spoštovanjem načela subsidiarnosti. Zaradi institucije državnih članic, poleg institucije državljanov Evropske unije, so dvodomnost zagovarjali tudi nekateri politiki večjih evropskih držav. Tako sta tej ideji v prid leta 2000 spregovorila tedanji nemški zunanji minister Joschka Fischer in tedanji britanski minister, predsednik Tony Blair, ter leta 2001 tudi takratni francoski predsednik vlade Jon Jospin. Idejo je podpiral tudi nekdanji češki predsednik Václav Havel. Z iskanjem načinov in poti utrjevanja zaupanja državljanov v institucije bi evropski ideji in praksi parlamentizma morda dali nov zagon v sferi dvodomnosti in s tem izboljšali kvaliteto parlamentarnega dela na ravni Evropske unije. Bolj vključevali civilno družbo v zakonodajne postopke, z dvodomnostjo bi razširili možnosti za boljše kompromise in vzpostavili boljše ravnotežje oblasti, omogočili bolj enakopravno zastopstvo teritorialnih enot in še bi morda lahko naštevali. Izkušnje in stališče predsednikov senatov iz držav članic Združenja evropskih senatov so lahko zato še posebej dragocen prispevek v smeri iskanja možnih rešitev. Slovenci si kot dvomilijonski narod želimo močne unije, Evropske unije. Želimo v mirnem svetu. Izzivi za vse evropske narode, majhne in velike, so morda večji kot kdajkoli prej. Zavedati se moramo, da bo evropska družina v prihodnje močnejša le, kolikor bolj se bo z njo in njenimi odločitvami lahko identificiral vsak evropski državljan. Zato potrebujemo predvsem predloge takšnih sprememb, ki bodo odpirale prostor za več Evrope v srcu prav vsakega posameznega Evropejca. To pa vsekakor pomeni, da se odpirajo novi izzivi tudi za idejo evropske dvodomnosti. In tako, kot je Državni svet
konstitutivni element našega mladega demokratičnega sistema, tako bi dvodomni Evropski parlament lahko pripomogel k boljšim odločitvam za vse Evropejce. Verjamem in prepričan sem, da bo k temu razmisleku veliko prispevala tudi naša današnja razprava. Hvala za besedo. Sedaj pa k besedi vabim profesorja dr. Franca Grada, da nam spregovori o dvodomnosti na ravni Evropske unije. Profesor dr. Franc Grad je redni profesor za ustavno pravo s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in vodilni slovenski pravni strokovnjak za parlamentarno pravo, primerjalno ustavno pravo in evropsko ustavno pravo. Profesor dr. Franc Grad, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za besedo in hvala lepa za to čas, da lahko govorim pred takim visokim zborom. Spoštovani, moram povedati pa tudi, da me seveda to, da sem zdaj tukaj in da imam priložnost, da vam govorim, izredno veseli. Veseli ne samo zaradi tega, ker ste ljudje, ki se greste dvodomnost, ampak tudi zaradi tega, ker se jaz resnično že preko večino svojega poklicnega udejstvovanja zelo rad ukvarjam s parlamenti in še posebej z drugim domom. Zakaj z drugim domom? Prvi domovi so si podobni kot jajce jajcu. Drugi domovi so si pa izjemno različni. Izhajajo izjemno različnih tradicij, kulturnih okolij, zasledujejo različne cilje, predstavljajo različne interese. Poleg tega me to veseli še zaradi tega, ker sem bil član strokovne skupine, ki je pripravila osnutek slovenske ustave, iz katere seveda izhaja tudi Državni svet, ki nas tule gosti. In moram reči še nekaj, ker poznam stvar, kako bi rekel, od samega začetka, da me veseli, da je Državni svet uspel prebiti neko prvotno nezaupanje in celo, bi rekel človek, na nek način mu ni bila namenjena prav aktivna vloga zares, pa se je izjemno uveljavil veliko bolj, kot je bilo za pričakovati. No, ampak ni moj namen govoriti o našem drugem domu, o našem državnem svetu, ampak je moja naloga, da spregovorim nekaj v okviru tematike pot do tesnejše povezanosti z državljani Evropske unije. Glejte, Evropska unija je seveda zelo posebna združba, zelo zapletena, zelo kompleksna in stališča o njej, o njenem dosedanjem in njenem bodočem razvoju so seveda zelo različna in so glede na kompleksnost te asociacije res utemeljeno lahko različna. Nekaj pa je tisto, kar vsi ugotavljamo ta trenutek, to pa je, da je Unija zašla v neko institucionalno krizo. Kajti kriza, funkcionalna kriza, kot se je pokazala v zadnjih letih, je po mojem prepričanju izraz institucionalne krize. To bom poskušal zelo enostavno ilustrirati. Če se pred tako zapleteno in krhko asociacijo, kot je Evropska unija, naenkrat postavi nek problem, pa ni dogovorjeno v pogodbah, da obstaja institucija, ki mora ta problem rešiti, potem ga ni sposobna rešiti. Kar pomeni, da institucionalna zgradba ne ustreza več zahtevam sedanjega in po vsej verjetnosti tudi bodočega razvoja. Zato seveda opažam, da so vse bolj močna razmišljanja o tem, da je treba ponovno razmisliti o institucionalni zgradbi ali, kot lahko rečemo, tudi ustavni zgradbi, ustavni ureditvi Evropske unije. Vprašanje dvodomnosti je eno ključnih vprašanj znotraj tega. Zakaj? Unija ima od samega začetka dve težavi, ki se stopnjujeta. Ena težava je učinkovitost, druga težava je demokratičnost. Na obojem boleha, ampak njena oblast narašča. Njene naloge naraščajo in s tem je njena oblast vse močnejša in vse bolj podobna oblasti neke države. Vse bolj je podobna neki zvezni državi, naj je to komu všeč ali ne,
naj sama sebi to prikriva ali ne, ampak vse bolj je podobna zvezni državi, ki ima aparat, ki sprejema zakone mimo držav članic, ima aparat, ki te zakone uveljavlja. Zakoni Evropske unije so nad zakoni držav članic, če pride do konflikta. Načelo primarnosti to seveda zahteva, se uresničuje neposredno. Čemu je to podobno? Čemu drugemu kot federaciji? Seveda je beseda federacija problematična beseda, ker diši po tem, da bodo države izgubile svojo suverenost. Ampak gledajte, nek star pregovor pravi, ne moreš narediti jajca na oko, ne da bi jajce ubil. Kar pomeni, da je nemogoče se dogovoriti o tem, da bomo nekatere stvari skupaj izvajali, enotno urejali, enotno skrbeli za njihovo izvajanje, ne da bi izgubili suverenost. In seveda suverenost države je že v veliki meri izgubljena, ampak seveda na način, ki je dokaj, bi rekel, netransparenten. Moje izhodišče je torej, Evropska unija funkcionira v praksi kot federacija, ampak ni federacija. Je še vedno mednarodna organizacija. In ravno to je njena največja težava, kajti ta model organiziranosti mednarodne organizacije ne ustreza več njenim nalogam, ki so naloge oblasti. Skupna oblast je bila vzpostavljena znotraj Evropske unije, oziroma se je razvila, je nastala znotraj nje. In kaj je treba storiti glede tega? Jaz osebno mislim, da je ravno dvodomnost en najpomembnejših točk, ki bi lahko pomenila izhod iz te situacije. Zakaj? Zaradi tega, ker dvodomnost pomeni, da bi prišla do izraza oba konstitutivna elementa Evropske unije, ki sta državljani Evropske unije in države. To sta dva konstitutivna elementa, ki se morata izražati tudi na ravni odločanja, na oblastni ravni, na institucionalni ravni Evropske unije. Kakšna je situacija zdaj? Ta trenutek imamo Evropski parlament in imamo Svet Evropske unije. Svet Evropske unije deluje po načelih mednarodnega sodelovanja, mednarodnega prava, mednarodnega dogovarjanja in je še vedno seveda glavni organ odločanja. Parlament je upanje demokratičnega razvoja Evropske unije, najbolj demokratičen organ, od leta 1979 neposredno izvoljen. Toda, ali ustreza demokratičnim standardom delovanja in svoje strukture, svojega oblikovanja? Po mojem prepričanju ne. Je seveda nek kompromis bil, zelo pomemben, velik korak naprej v smeri demokratizacije Evropske unije, vendar še vedno ni to, kar bi moral biti. Moral bi biti namreč oblikovan po načelu enake volilne pravice, kar ni. V njem imajo nekateri prebivalci nekaterih držav bistveno manjšo volilno pravico kot prebivalci drugih držav, bistveno šibkejšo. Kar velja seveda za velike države in nekateri prebivalci malih držav bistveno močnejšo. To seveda zgleda demokratično, da niso favorizirane velike in male države. Ampak veste, kako se to rešuje? Vemo vsi, kako se to rešuje v zvezni državi, kjer sta ravno tako konstitutivna elementa državljan na eni strani in federalna enota, kot je država, republika, kanton in tako naprej na drugi strani. Rešuje se z dvodomnostjo. Z dvodomnostjo, v kateri en dom zastopa državljane po načelu enake volilne pravice. Ne glede na to, iz kje je povsod velja načelo, en poslanec se voli na enako število prebivalcev. In drugi dom je ravno tako enakopravno zastopstvo toda federalnih enot. Kar pomeni, če bi hotel vzpostaviti tak transparenten način odločanja v Evropski uniji, bi morali slediti v osnovi temu modelu. Enakopravno zastopstvo državljanov v enem domu in enakopravno zastopstvo držav v drugem domu. In enakopravno dvodomno odločanje. Se pravi, enakopravnost obeh domov. Seveda, lahko strmimo na tem, lahko se sliši zelo drzno. In je po svoje drzno. Kajti Evropska unija je še vedno z eno nogo mednarodna organizacija
In države se ne morejo tako odreči svoje suverenosti. Brexit je lep dokaz za to. Države, katerih preteklost je pomenila velikanske imperije, so bili večji od cele Evropske unije. Mnogo, parkrat večji. Seveda, težko pristanejo na položaj federalne enote. Toda, če bo hotela Evropska unija napredovati, če bo hotela izpolniti svojo nalogo, in mimogrede rečeno, jaz sem prepričan, da je Evropska unija usoda Evrope. Če Evropa ne bo šla po tej poti naprej, bo pogubila sama sebe. Če tega ne bo storila, potem pravzaprav evropska civilizacija začenja pešati, zlasti, ker je situacija ta trenutek povsem drugačna, kot je bilo v nastanku Evropske unije. Šlo je za pomiritev, zdaj pa ne gre za to. Gre za obstanek na tem planetu. Obstanek te civilizacije. Ampak seveda je upanje, ampak upanje je v tesnejši povezanosti in upanje je v transparentnejšem in bolj učinkovitem načinu odločanja. Jaz seveda kot ustavni pravnik se ne boste čudili, ne, če bom plediral za tem, da Evropska unija ponovno razmisli o svoji ustavi. Morda je bil trenutek takrat še prezgoden, ko je bila ustava sprejeta, pa ne ratificirana in je ideja propadla. Ampak ideja take ustave, tudi če propade, ostane še vedno živa. In jaz mislim, da je zdaj, kako bi rekel, pravi trenutek, da bi se ideje o ustavi oživile. O ustavi, ki bi vzpostavila bolj pregledno, bolj transparentno zgradbo Evropske unije z bolj demokratičnim in bolj učinkovitim načinom odločanja. Zato po mojem prepričanju ustavo ponovno potrebujemo. Ustavo, ki bi naredila pomemben korak naprej. Ali se bo to zgodilo ali ne, je težko reči. Ampak to bi pomenilo velik korak naprej. Polno seveda vprašanje okoli te ustave, ali to, ali ono, ali tretje. In jasno je, da kar naenkrat to ne more biti ustava prave federacije. Ampak tiste bistvene prednosti federacije, ob tem, da upravlja dejansko naloge federacije, Evropska unija, bi pa ta ustava lahko prinesla. In zato ob tej priliki moram reči, da tudi osebno pozdravljam tako imenovano ljubljansko pobudo, nek poskus osnutka Evropske ustave. Spoštovani, hvala za pozornost. Hvala, predsednik. Torej, spoštovani profesor dr. Franc Grad, hvala lepa za vaše misli. Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti seveda predamo še eno darilce v spomin na naše srečanje. Torej, sedaj pa smo imeli po našem programu nagovor predstavnika Češkega senata, pa bi seveda morda zaprosil najprej, da damo, če se strinjate, gospod predsednik senata Miljan Šteh, da damo besedo dami, da spregovori najprej ona, pa potem nadaljujete in zaključite vi in pa seveda potem vsi razpravljavci. Torej, sedaj dajem besedo predsednici Nizozemske prve zbornice Anki Breukers-Knol. Thank you. It's a long walk from the other side of the room. Najlepša hvala, kar dolg sprehod je iz drugega konca dvorane. Ampak sem pa vsaj se malo razgibala. Spoštovani gospod predsednik, dragi Mitja, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. V zadnjih desetletjih je bila ideja o vzpostavitvi Evropskega senata v Evropski uniji opisana v številnih dokumentih nacionalnih parlamentov in raziskovalnih inštitucij. Nekateri ti dokumenti so kar stari kar 10 do 15 let. In
če dovolite, bi najprej opozorila, da v nizozemskem senatu o tej ideji vzpostavitve Evropskega senata nismo nikoli razpravljali in zaradi tega bodo moje pripombe osebne narave in samo jaz osebno odgovarjam za njih. Kadarkoli obravnavamo predlog v nizozemskem senatu, se najprej vprašamo dvoje. In sicer, čem je problem in ali lahko s tem predlogom ta problem rešimo. V današnji razpravi o predlogu za vzpostavitev Evropskega senata bom postopala ravno tako. Torej, različni predlogi obravnavajo isto težavo in to je vedno večja nepovezanost, oddaljenost med Evropsko unijo in njenimi državljani. In to smo obravnavali tudi na naših prejšnjih srečanjih in to bo tudi v ospredju razprav o prihodnosti Evropske unije. Demokratični deficit ali primanjkljaj pogosto uporabljajo v tej povezavi. Ta izraz se nanaša na pomanjkanje formalnega predstavništva, zastopništva pri odločanju, ampak v bistvu sploh ne gre za to. Državljane imajo formalno svoje predstavnike v svojih parlamentih in tudi v Evropskem parlamentu. In zato gre tukaj predvsem za nepovezanost med državljani Evropske unije in institucijami Evropske unije. Ta nepovezanost pa ima več razlogov. Eden od razlogov se nanaša na to, ali Evropska unija dela prave stvari. Poznali smo, da preveč časa nameni majhnim vprašanjem in premalo se ukvarja z resnično pomembnimi temami, kot je predsednik Juncker povedal na začetku svojega mandata. Je ambicija nove Evropske komisije, da svojim državljanom pokaže, da se bo osredotočala predvsem na pomembne stvari in tiste manj pomembne prepustila državam članicam. Tisto, kar je pomembno danes, je politična agenda Evropske unije in na kaj se osredotoča in pri tem nacionalni parlamenti igrajo pomembno vlogo. Drug razlog za to nepovezanost pa je kompleksnost ali zapletenost in pomankanje preglednosti institucionalne arhitekture Evropske unije. V vedno bolj globaliziranem današnjem svetu je veliko negotovosti glede prihodnosti EU. Vedno več je občutka, da ljudje nimajo nobenega nadzora preko demokratičnega procesa več. In čeprav je bila Evropska unija zelo uspešna pri dvigovanju življenjskega standarda državljanov, državljani še vedno menijo, da se evropske institucije nezadostno vplivajo na tisto, kar je za njih pomembno, kar jih skrbi. Ne zdi se jim, da se njihov glas sliši. In to me je pripeljalo do drugega vprašanja. Kako pa bi Evropski senat to izboljšal? Kako bi Evropski senat rešil te težave, ki sem jih ravno omenjala? Evropski senat bi bil še tretji vir demokratičnosti, torej prvi vir je svet kot glas nacionalnih vlad, drugi vir Evropski parlament, v katerem so izvoljeni predstavniki, in tretji vir, torej Evropski senat, bi bil dodatek k demokratičnemu procesu za reševanje težav, ki sem jih naštela. Po mojem mnenju, Evropski senat ne bi nič pomagal, ampak bi predvsem oviral demokratični proces in zagotovo ne bi pripomogel k boljši povezanosti med Evropsko unijo in njenimi državljani. In naštela vam bom 4 razloge za to. In povedala vam bom tudi, kaj jaz mislim, da lahko resnično prispeva k rešitvi problemov. In zakaj mislim, da Evropski senat ni rešitev za to nepovezanost?
Torej, jaz mislim, da gre tukaj bolj za pomankanje povezanosti, kot pa za proces. In če dodamo še eno inštitucijo k tej zbirki, ne bo rešilo nič. Ampak bo v bistvu samo naredilo proces odločanja še bolj zapleten in težje razumljiv. Druga težava, ki jo vidim v Evropskem senatu, pa je, da je skoraj nemogoče, da bi našli neko učinkovito vlogo v procesu odločanja Evropskega unije, kajti če bi imela veliko pristojnosti, bi sistem postal še bolj zapleten in dolgotrajen, ampak če bi pa Evropski senat imel zelo malo pristojnosti, potem pa bi ga verjetno kritizirali kot nek drag organ, ki samo razpravlja o stvarih. In jaz mislim, da bi Evropski senat samo še bolj oddaljil državljane od Evropske unije. Tretja ovira, ki jo vidim, pa je, da bi Evropski senat zagotovo prišel v konflikt z drugimi inštitucijami. Ne razumite me narobe, to bi bilo lahko tudi dobro, če bi imeli še en demokratični vir nadzora, bi to seveda pripomoglo k sistemu zavor in ravnotežji. Ampak lahko bi pa prišlo tudi do nerešljivih situacij. Evropski senat bi lahko predstavljal tudi tveganje za tekmovalnost pri demokratični legitimnosti med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In to bi zagotovo vodilo v spore, v konflikt. Torej, vključevanje Evropskega senata na začetku procesa odločanja ali kasneje bi tudi imelo pomanjkljivosti. In zakaj ne verjamem v Evropski senat? To je tudi zato, ker je to povezano z njegovo sestavo. V vseh predlogih, ki sem jih do sedaj videla, bi Evropski senat predstavljali obstoječi člani nacionalnih parlamentov. Torej, tako imenovani dvojni mandat, ki predstavlja tako politično kot praktično težavo. Politična težava je v tem, da bi šlo za vrsto parlamentarcev, ki bi sodelovali v procesu sprejemanja zakonodaje tako na nacionalni kot evropski ravni, in tako bi jih to lahko spravilo v položaj nasprotja interesov. Lahko pa bi tudi škodovalo vlogi nacionalnih parlamentov, da opravljajo nadzor nad delom nacionalnih vlad. Gre tudi za vprašanje časa, ki ga ni dovolj. Parlamentarci enostavno ne bi imeli dovolj časa, da bi ustrezno opravljali obe službi. Dvojni mandat v Evropskem parlamentu torej ni najboljša rešitev. Vedno večja zapletenost, pomanjkanje učinkovite vloge in možnost nasprotij med inštitucijami in dvojni mandat. Vse to me je pripeljalo do zaključka, da jaz ne podpiram vzpostavitve Evropskega senata. Nihče tukaj ne dvomi, ali naši drugi domovi ne prinašajo dodane vrednosti v nacionalnih parlamentih, ampak drugo vprašanje pa je na evropski ravni. Evropska unija je edinstvena pri partnerstvu, kajti ne gre za konfederacijo, niti za federalno ureditev. Je edinstvena organizacija sui generis in to pomeni, da potrebuje tudi edinstveno obliko demokratičnega nadzora. In jaz mislim, da je bila leta 2009 z Lizbonsko pogodbo
uveden pomemben inštitut, nadzor z oranžnimi kartoni in tako naprej. In tako imajo nacionalni parlamenti neposredno vlogo pri ocenjevanju skladnosti zakonodaje. Šele začeli smo z opravljanjem te nove vloge in mislim, da je še veliko stvari, ki bi jih lahko izboljšali. Mi, nacionalni parlamenti, smo čuvaji subsidiarnosti in tudi resno jemljemo to svojo nalogo, kajti obstaja ogromno potencijala, da še okrepimo to vlogo. To tudi zahteva, da člani nacionalnih parlamentov imajo informacije, so dobro obveščeni o evropski politiki in tako lahko igrajo še bolj dejavno vlogo v procesu. Torej, Lordska zbornica je leta 2001 napisala nekaj na to temo, en stavek sem si zapomnila. Če so ljudje zadovoljni s svojimi institucijami, bo v veliki meri odvisno od kakovosti teh institucij. Če mi kot Evropski parlamenti želimo ohraniti kakovost našega dela, moramo zaščititi in razširiti svojo obveščenost. Moramo si prizadevati za več preglednosti sveta EU, večjo njegovo odgovornost, kajti potem bomo lahko bolje razložili javnosti, ali delajo pravilne stvari in ali ne pretiravajo. To tudi pomeni seveda, da moramo mi nadzorovati svoje lastne vlade. Prizadevati si moramo, da bodo naše vlade prevzele odgovornost. Moramo torej pregledati stališča vlad, preden se udeležijo sestankov sveta in tudi potem. Pogosto, ko gre za politične kompromise v Bruslju, potem ko se predstavniki vrnejo v državo, zelo radi oddalijo od tega, kar je bilo tam rečeno. Moramo poskrbeti, da se to ne bo dogajalo. Če želimo zaupati širši javnosti, moramo poskrbeti, da predstavniki vlade tudi prevzamejo odgovornost za svoje dejanja v svetu. In če želimo imeti aktivno vlogo v procesu odločanja, moramo tudi poskrbeti, da igramo pomembno vlogo v razpravah o prihodnosti Evropske unije. Prepričana sem, da so nacionalni parlamenti v idealnem položaju, da poskrbijo za to, da imajo politike javno podporo in so resnično v korist državljanom naših držav članic. Poleg tega je tudi izjemnega pomena, da Evropska unija kot celota najde boljše ravnotežje med zmernostjo in ambicioznostjo v svojih agendah. Gre za to, da povežemo ambicioznost državljanov. Ključne teme so seveda delovna mesta, finančno ravnotežje, energija, podnebne spremembe, zaščita zunanjih meja in pa skupna azilna in migracijska politika. Seveda gre tukaj tudi za odločitev za Brexit. Angela Merkel je na to tema po srečanju G7 rekla: mi, Evropejci, moramo resnično vzeti svojo usodo v svojo roko. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, zato da bi bolje povezali državljane in Evropsko unijo, moramo obravnavati vprašanja, ki so razlog za slabo povezanost, in ustanovitev Evropskega senata ni odgovor na to. Težave, s katerimi se danes spopada Evropska unija, ne izvirajo iz njene zgradbe institucij. Poglejmo si samo velikost Evropske komisije in parlamenta. In če sem odkrita, je pravi vir frustracij neučinkovito, neodgospodarna selitev parlamenta v Strasbourg za zasedanja.
nacionalni parlamenti morajo delati vsak zase in tudi skupaj zato, da se krepi njihova vloga v procesu odločanja. Šele sedaj smo začeli uporabljati nova orodja iz Lizbonske pogodbe in skupaj moramo poskrbeti, da je proces odločanja v svetu še bolj pregleden in da ima Evropska unija bolj osredotočeno politično agendo. Če bomo mi opravili svojo nalogo čuvaja subsidijarnosti in če bomo nadzorniki naših ministrov kot članov sveta v največji možni meri, bomo izboljšali povezanost med državljani in Evropsko unijo. Hvala. Spoštovana gospa predsednica Nizozemske prve zbornice Enki Brokers-Knoll, hvala lepa za vaše misli in besede. Sedaj pa vabim in dajem besedo gospodu predsedniku Češkega senata Milanu Ščehu. Prosim, izvolite. Vážený pane předsedo Národní rady Slovenské republiky. Spoštovani gospod predsednik Nacionalnega sveta Republike Slovenije, dragi kolegi, gospe in gospodje. Prosili so me, da spregovorim o možni vzpostavitvi drugega doma Evropskega parlamenta v sklopu našega srečanja. Naj vam vnaprej povem, da tako kot prejšnja govornica tudi sam ne podpiram izvedbe te zamisli, vsaj ne v naslednjih nekaj letih. Sistem institucij Evropske unije je tako zelo specifičen, da pravzaprav ne moremo prenesti v ta tako sofisticiran sistem naših nacionalnih modelov. Parlament Češke republike je primer letega. Mi smo dejansko struktura, ki se je marsičesa naučila na podlagi pomanjkljivosti prejšnjega parlamenta za časa Češko-Slovaške republike v obdobju med 1920 in 1939. Senat, ki je danes vzpostavljen, je dejansko ustavna varovalka. Velika večina namreč lahko omogoča vzpostavitev takšnega senata, ki zastopa tudi primerne socialne interese in obenem odraža tudi proporcionalni sistem. Mandat se tudi zelo razlikuje, glede na to, da senata ne moremo razpustiti in glede na to, da tretjino senatorjev izberemo vsak 2 leti, težko pridemo do takšne situacije, ki jo številni med vami poznate, in sicer, da bi se zgodilo, da bi imel zgornji dom približno podobno politično sestavo kot spodnji dom, kar bi seveda močno zmanjšalo zmožnost nadzora in tudi ravnotežja znotraj zgornjega doma. Takšno postopno spreminjanje sestave senata omogoča tudi to, da na našo sestavo ne vplivajo vedno samo preference po trenutni najbolj popularni stranki in po preference, ki temeljijo na uspešnosti populistične politike. Naš senat ne more sicer blokirati volje vlade in ne more tudi ne stopiti zoper večino poslanske zbornice, ko gre za običajne zadeve, lahko pa odobri pomembne in temeljne mednarodne pravne zadeve in odločitve. Če pride do razpustitve poslanske zbornice, zakonodajna moč in zakonodajna
pristojnost, ki zadeva najpomembnejše zadeve, ni prenešena na vlado, temveč na nas. Mi smo tisti, ki tukaj lahko kaj naredimo. Spoštovane gospe in gospodje, težko si predstavljam, da bi znotraj Evropske unije našli kakšen prostor za drugi dom. Zaradi tega, ker je trenutni ustroj preveč zapleten in še v tem trenutku ga običajni državljan zelo težko razume. Obenem so se razne razprave o vzpostavitvi drugega doma Evropskega parlamenta začele že konec 70. let prejšnjega stoletja. Kakršnekoli pričakovanja v zvezi s tem bi seveda vplivali zagotovo na bolj okrepljeno demokratično legitimnost Evropske unije, vendar pa žal, po mojem mnenju, v tem trenutku niso to realna pričakovanja. Ne želim sicer zmanjševati nedvomnega pomena Evropskega parlamenta, ampak razumeti moramo, da je dejstvo, da se v Evropski parlament voli neposredno in da je Evropski parlament dejansko pridobil in utrdil svoje pristojnosti, vendarle pa to ni pomenilo, da bi se razrešilo vprašanje demokratičnega primanjkljaja. Obenem tudi to ni spodbudilo, da bi se ljudje počutili bolj povezani med seboj znotraj Evropske unije. Zakaj bi torej vzpostavili neko novo, neposredno izvoljeno telo Evropske unije, če imamo takšno zgodbo iz preteklosti? Obenem trenutni predlogi za vzpostavljanje in vzpostavitev drugega doma Evropskega parlamenta kažejo zelo velike razlike med posameznimi predlogi in težko bi se dogovorili za nekaj skupnega. Obenem smo tudi že v preteklosti videli, da razne majhne institucije, ki nimajo nikakršne resnične pristojnosti, še posebej pri sprejemanju odločitev, kot to velja recimo za medparlamentarno konferenco o skupnih zunanjih zadevah, varnosti in obrambni politiki in tako naprej imajo. Že Václav Havel je bil eden izmed močnih podpornikov drugega doma Evropskega parlamenta. Dejansko si je predstavljal, da bi ta drugi dom deloval kot dom, znotraj katerega bi bili predstavniki iz nacionalnih parlamentov. Vsako državo bi zastopalo enako število takšnih predstavnikov, kar bi potem takem zagotavljalo, da bi se nacionalni parlamenti bolje angažirali v proces sprejemanja odločitev na evropski ravni. Sam pa menim, da takšen koncept, kot ga je predlagal Václav Havel, sporoža kar nekaj vprašanj. Evropski svet je namreč telo, na katerega bi lahko v tem trenutku gledali kot na nekakšen drugi dom Evropskega parlamenta. V njem najdemo predstavnike vlad posameznih držav članic, vendar pa v njem glasovi posameznih držav niso enako zastopeni. Kakšen vpliv bi imelo oblikovanje Evropskega senata in kako bi to vplivalo na vlogo obstoječega Evropskega sveta? Če bi se ohranil tudi Evropski svet, potem bi to pomenilo, da bi Evropski parlament pravzaprav postal tridomen. Države članice bi bile tako zastopane v obliki dveh neodvisnih teles in ti dve telesi bi ščitili njihove interese. Vprašanje pa je, ali to prinaša kakšno dodatno vrednost ali ne. Sam osebno menim, da to ni smiselno razmišljanje. V tem trenutku namreč Evropski svet ne predstavlja le telesa, ki bi ščitilo interese posamezne države, deluje tudi kot telo, ki vnaša pomembno znanje, ki temelji na nacionalnih politikah in ki prinaša tudi poznavanje in ima poznavanje skupnega zakonodajnega evropskega procesa. Nacionalne vlade namreč
in nacionalne uprave namreč popravljajo številne zakonodajne napake znotraj Evropskega sveta. Obenem tudi postavijo v praven realen kvir ideje, ki jih imajo tako v Evropskem parlamentu kot v Evropski komisiji. To je možno le zaradi tega, ker je znotraj Evropskega sveta navzoča zelo močna specializiranost in so strokovnjaki z različnih področjih zastopani tam. Zaradi tega ne bi smeli prezreti pomembne vloge, ki jo Evropski svet nedvomno ima pri pripravi skupnih politik in tudi na drugem področju. Telo pa, ki bi imelo v sebi zastopništvo različnih nacionalnih parlamentov, bi zagotovo imelo pomembno vlogo, ki bi jo tudi dostojno izvajano. Drugo vprašanje pa je, ali bi lahko našli druge variante. Sam menim, da bi bilo zelo nevarno, če bi nastopili drugačne. Kar kontraproduktivno bi bilo, če bi šli v drugo smer, v smer ki bi zamenjala obstoječi ministerski svet. To, po mojem mnenju, bi bilo pravzaprav nevarno. Sam menim, da bi bilo bolj smiselno, kot imeti dom, v katerem bi bili ljudje, ki bi prihajali iz posameznih parlamentov, in sicer, da bi bilo bolje, da bi imeli znotraj njega drugi dom, znotraj katerega bi se lahko izvolilo državljane iz posameznih držav članic. Ampak ali bi to karkoli spremenilo, že ko gre za Evropski parlament, številni državljani pravijo, da je že Evropski parlament, pa tudi druge evropske institucije, preveč odmaknjen od evropskih državljanov. Tako da vzpostavitev drugega doma ne bi rešila te težave. Ne le to, poslabšalo bi jo, kot najbrž veste, Evropski parlament nenehno spodbuja uvajanje tako imenovanih vseevropskih seznamov kandidatov. To bi bilo nadvse logično, sploh če bi vzpostavili drugi dom in bi se v ta dom neposredno volilo v posameznih državah članicah. Če pa bi naše volivce nagovarjali naj volijo tuje govoreče politike, bi to zagotovo še dodatno ošibilo demokratično legitimnost Evropske unije. Z drugimi besedami, mislim, da bi uvedba drugega doma dodatno ošibila vpliv nacionalnih parlamentov in ne okrepila le tega. Zaradi tega lahko povem, da na Češkem nismo naklonjeni zamisli dvodomnega Evropskega parlamenta. Dejansko bi naši državljani to videli kot le še eno nepotrebno povečevanje števila evropskih funkcionarjev. In prav zaradi tega naš senat ne spodbuja in ne zagovarja ustvarjanja novih skupščin, niti na regionalni ravni, se pravi, niti ne znotraj Višegrajske skupine. Raje bi videli, da bi delovali na obstoječi ravni na fleksibilen način. Mislim potem takem, da bi morali dejansko tukaj poštevati to, kar je vsem nam v interesu, in pri tem bi morali jasno predeliti, kdo je odgovoren zakaj, in na to bi se morali sredotočiti tudi potencialne reforme evropskih institucij. Kar zadeva nacionalne parlamente, naj povem, da je naše glavno orodje, ki ga imamo za to, da bi vplivali na evropske politike, to, da lahko nadziramo svoje vlade znotraj Evropskega sveta. Obenem lahko nacionalni parlamenti evropske zadeve obravnavajo skozi različna telesa Evropske unije. Naš parlamentarni nadzor, ki temelji na načelu subsidiarnosti in ki je uveden z Lizbonsko pogodbo, velja za nekaj zelo pomembnega in žal ne deluje morda še dovolj dobro. Odkar pa
smo uvedli tako imenovani oranžni in tudi rumeni karton, ampak odkar ta dva mehanizma obstajata, se ta dva mehanizma pravzaprav označuje kot virtualen parlamentarni dom. Zato je vprašanje, ali ne bi morda recimo začeli razmišljati tudi o tako imenovanem rdečem kartonu, kar bi seveda omogočilo, da bi določeno in pomembno število nacionalnih parlamentov v izjemnih primerih lahko dalo veto na morebitne predloge Evropske komisije. To je zamisel, ki je danes ne obravnavamo, in tudi ta zamisel, moram povedati, ima določene pasti. Vendar pa dejansko, kot vidimo, kakršnokoli razmišljanje o tem ne kaže, da bi lahko kakorkoli izboljšali na ta način vlogo nacionalnih parlamentov. To bi bilo vse z moje strani. Najlepša hvala. Zahvaljujem se seveda predsedniku Češkega senata Milanu Štehu. Sedaj pa počasi začenjamo še z razpravo. O tem bomo seveda spogovorili vodje delegacij, ki so se prijavili. Prijave so dve, zato bomo te prijave omenili na 10 do 15 minut in s tem počasi tudi zaključili ta današnji zbor. Najprej ima besedo sekretarka francoskega senata, gospa Colette Melot, in predlagam, da se kar na mestu usede, prižge mikrofon in seveda spregovoriti, ko bomo tudi nadaljevali na jutrišnjem srečanju. Izvolite, gospa Colette Melot. Monsieur le Président du Conseil national, mesdames... Gospod predsednik Državnega sveta, gospe in gospodje predsedniki, spoštovani kolegi, naj se najprej zahvalim Državnemu svetu Slovenije za zelo lep sprejem in odlično organizacijo. Nacionalni parlamenti predstavljajo ljudi. Njihova glavna vloga je, da približujejo Evropo svojim državljanom, in v francoskem senatu smo zelo naklonjeni tej vlogi. V tem smislu se je na konferenci predsednikov parlamentov Evropske unije v Bratislavi oktobra 2016 izrazil tudi predsednik francoskega senata Gérard Larcher, ki ga imam čast zastopati tukaj. Ta krepitev se lahko izvaja na 3 načine. Prvič, nacionalni parlamenti morajo jamčiti za efektivno subsidiarnost. Zato bi morala Evropska komisija najprej bolje obrazložiti svoje zakonodajne predloge. Namreč komisija se prepogosto zadovolji s tem, da utemelji svoje predloge, rekoč, da gre za poglabljanje notranjega trga. Parlamenti bi morali imeti možnost, da bi zakonodajne predloge natančno proučili. 8-tedenski rok je prekratek in morali bi ga podaljšati na 10 tednov. Poleg tega bi nacionalni parlamenti morali imeti možnost, da bi pripravljali predloge sprememb za obstoječo zakonodajo. Ravno tako bi morali imeti možnost, da bi sodelovali pri pripravi letnega programa dela komisije. To je bila druga zadeva. In tretja, treba je razviti sodelovanje med samimi nacionalnimi parlamenti. Ti se morajo nujno bolje poznati in izmenjevati informacije ter bolje sodelovati, če želijo delovati na bolj učinkovit način. K temu lahko prispeva tudi mehanizem rumenega kartona. Zdaj pa, ali je treba sedaj res ustanoviti neko novo inštitucijo, nek drugi dom ali Evropski senat, ali je bolje okrepiti odbor Kozak? To se seveda sprašujemo. V francoskem senatu smo že pred več leti predlagali, da bi se ustanovil nek drugi Evropski dom, v katerem bi sedeli predstavniki nacionalnih parlamentov, zato da bi bolje približali države članice in njihove državljane k Evropski uniji. Nedavno pa je skupina za spremljanje prenove Evropske unije, ki je bila vzpostavljena v senatu na pobudo našega predsednika, predlagala stalno srečevanje nacionalnih parlamentov. Tako kot si mi to predstavljamo, to srečevanje ne bi imelo zakonodajne vloge. Glavna naloga pri tem bi bilo spremljanje spoštovanja načela subsidiarnosti, in to skozi dialog o zakonodajnih predlogih
z nacionalnimi parlamenti oziroma med njimi. To srečevanje bi torej omogočilo spremljanje parlamentarnega delovanja tudi pri medvladnih vprašanjih, kakršna so zunanja in obrambna politika. Na teh področjih namreč Evropski parlament nima najboljših orožij v rokah. Torej, če se navežem na to, kar je ravnokar povedal predsednik Češkega senata, pri tem ne bi šlo za ustanovitev nekega novega organa. Ta struktura bi bila zelo lahka in bi se okoriščala s pristojnostmi različnih institucij, ki sedaj že obstajajo, kot je na primer odbor Kozak. Torej, karkoli že bi si izbrali, nek drugi evropski dom ali nek okrepljeni odbor Kozak je gotovo nujno potreben za to, da se okrepi vloga nacionalnih parlamentov in za to, da bo delovanje Evropske unije postalo bolj demokratično in bližje državljanom. Hvala. Torej, zahvaljujem se seveda sekretarki francoskega parlamenta, gospe Colette Melot. Sedaj pa ima besedo predsednik Poljskega senata, gospod Stanisław Karczewski. Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie, panowie przewodniczący, szanowni państwo. Myślę o utworzeniu... Gospe in gospodje, zamisel o oblikovanju Evropskega senata ali senata Evropske unije, kajti govorimo o strukturi Evropske unije. Torej, in čeprav so o tem razpravljali tudi v širšem evropskem okviru, je to ideja, o katerih se je razpravljalo v preteklosti že v zelo različnih kontekstih. Gre za razpravo o oddaljenosti med državljani in institucijami Evropske unije. Velikokrat smo torej o tem že razpravljali in v bistvu bi z institucionalno reformo Evropske unije lahko tudi obravnavali to vprašanje. To je postala pomembna tema nedavno. Ampak to ne sme voditi v novo ustanavljanje organizacije ali drugi dom in tako naprej. Sestro ali brata Evropskega parlamenta, kar bi samo vodilo številčnost in stroške. Torej, govorim o zamisli o Evropskem senatu kot o dejavniku, ki bi lahko pomagal graditi tesnejše vezi z evropskimi državljani. Seveda pa moramo poznati, kakšno vlogo naj bi igral Evropski senat. Glede na obstoječi institucionalni sistem Evropske unije in vlogo, ki jo igrata Evropski parlament in Svet Evropske unije in Kozak. In če upoštevamo še vlogo odbora regij, je tisto temeljno vprašanje, ali ta okvir sploh še nudi kaj prostora za Evropski senat. Že Robert Schuman je predvideval vzpostavitev drugega doma in podpornik je bil tudi nekdanji nemški zunanji minister Joschka Fischer in ustanovitelj našega združenja, gospod Christian Poncelet. On je o tem govoril v Stockholmu leta 2001 na konferenci predsednikov domov EU. In Evropska konvencija, ki je snovala ustanovo Evrope, je bila zelo proti ustanovitvi drugega doma. Leta 2009 na konferenci predsednikov evropskih parlamentov v Parizu pa je bila ta razprava ponovno odprta na predlog predsednika Češkega senata, gospoda Sobotke. Hkrati pa z zakonodajnega stališča Svet Evropske unije že predstavlja zelo močen senat. Gre za soodločanje, ki že tudi uvaja zamisel o dvodomnosti. Nekateri drugi pa menijo, da bi lahko razvili obstoječe organe, ki bi potem lahko opravljali tudi delo
drugega doma. Ali pa bi odbor regij spremenili v Evropski senat, pristojen za gospodarske in socialne zadeve. In to je predlagal podpredsednik gospod Ramon Louis Valsarel leta 2014. Po drugi strani pa bi lahko tudi Kozak razvili v Evropski senat oziroma senat Evropske unije, pri čemer bi odgovornost prevzela celotna Evropska komisija in to je predlagal francoski senator Yves Brozot-Diborgo. In potem imamo tukaj še predlog nekdanjega češkega predsednika Václava Havla, ko je govoril v Evropskem parlamentu, je dejal, da bi lahko vzpostavili drug dom, ki bi imel veliko manj predstavnikov in enako število poslancev iz vseh držav članic. Sklicali bi ga na zahtevo in bi razpravljal samo in sprejemal odločitve na podlagi konsenza. In ne smemo pozabiti, da morajo državljani imeti besedo pri izvajanju odločitev iz Bruselja in v tem kontekstu bi Evropski senat morali bolj razviti kot platformo za srečanja različnih odborov, različnih sektorjev. Tako bi posnemali zasedanja parlamentarnih odborov oziroma Kozaka, ki jih sklicujejo že vse od leta 1989. Ustanovljeni sta bili nedavno tudi dve stalni konferenci parlamentarcev Evropske unije, in sicer po vzorcu Kozaka, in to na področju zunanje varnostne in obrambne politike in gospodarskega upravljanja. Na zadnji parlamentarnem vrhu EU aprila lani v Bratislavi pa je bila vzpostavljena še konferenca za nadzor nad delom Europola. In tako v bistvu lahko že rečemo, da imamo neke vrste virtualne parlamentarno skupščino. In zakaj? Ker se v bistvu ne srečujejo, kot naprimer to velja za parlamentarno skupščino Sveta Evropa. In ta ideja ni nova v zgodovini evropske integracije. Samo spomnimo se na nekdaj delujočo parlamentarno skupščino evropskih skupnosti. Leta 1979 je potem na tem prevladal Evropski parlament. In kaj potrebujemo danes v Evropski parlamentarni dimenziji? To je neka horizontalna mreža, kjer bi govorili parlamentarci oziroma zagovorniki nacionalnih interesov, hkrati pa bi bili ti ljudje tudi strokovnjaki iz posameznih področji. In tak leteči format ne bi potreboval stalnega sedeža. Delo sekretarijata pa bi lahko uporabljal parlament, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije. In če povzame Evropski senat, mislim potrebo po ponovni uvedbi parlamentarne skupščine v Evropski uniji, ki v bistvu deluje v obliki sistema sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Še pomembno pa je, da bi takšna horizontalna parlamentarna struktura ne smela tekmovati z Evropskim parlamentom in poleg tega edinstvenega vzora Kozaka bi se nacionalni parlamenti sestajali le za namen razprave.
sprejete odločitve pa bi bilo treba zapisati v pogodbe. In ta pristojnost bi morala ustrezati Senatu Evropske unije, tudi če ne bi nikoli se srečeval na plenarnih srečanjih. In vse dokler sodelovanje med nacionalnimi parlamenti v Evropski uniji poteka v obliki priložnostih razprav, zadeve Evropske unije ne bodo na agendi imele ustreznega mesta v nacionalnih zakonodajnih telesih. In torej gre za vprašanje, ali bodo zadeve Evropske unije pronicale v množične medije v dovolj veliki meri, da bomo premagali te pomanjkljivosti v demokraciji, torej ta demokratični deficit. To je tista glavna tema in zahvaljujem se predsedniku za izbiro te teme, da širše razpravljamo o prihodnosti celotne Evropske unije. Hvala. Hvala lepa predsedniku Poljskega senata, gospodu Stanislavu Karčevskemu. Glede na to, da je ostalo še nekaj minut časa za seveda določene misli, ki bi jih morda še kdo imel, odpiram še razpravo, če bi se kdo želel prijaviti. Če ne, potem predlagam, da seveda zaključimo z razpravo in spoštovani gospe in gospodje, dragi kolegi, ugotavljam, da so vse prijave k razpravi izčrpane. Vsem se lepo zahvaljujem za današnje sodelovanje v razpravah, ki bodo, to sem trdno prepričan, dobra in koristna iztočnica in nadaljevanje za razmišljanje o prihodnosti evropskih inštitucij, njihovem delovanju in komuniciranju z državljani Evropske unije, kajti zavedati se moramo, da bo v Evropski uniji potrebno postoriti nekaj sprememb v delovanju Evropske unije in njihovih članic. Vesel sem, da tako tudi drugi domovi prispevamo k razpravi, ki bo v prihodnje živahna, tako kot je vedno v naši veliki družini. Na koncu vam lahko seveda predstavnikom držav in delegatom predlagam, tistim seveda, ki nimate bilateralnih pogovorov, da se malo sprehodite tudi zunaj, kajti zunaj je lepo vreme, sončno in zelo blizu je Račje jezero, ki je tudi navdih za nadaljne razgovore. Potem pa vas seveda vabim na aperitiv ob 18. uri v predverje dvorane Splendors in nato na večerjo ob 19. uri v imenovani dvorani, kjer bomo naše druženje nadaljevali še v nekoliko bolj sproščenem vzdušju. Dovolite pa seveda, da se ob aperitivu želim z vsemi posebej pozdraviti in narediti nekaj fotografij, da imamo tudi za spomin na to današnje srečanje. Dovolite mi pa, da vas vse udeležence na koncu pozovem, da razmislite tudi o predsedovanju Združenja Evropskih senatov v letu 2019 in 2020. Hvala lepa za pozornost in se vidimo kmalu na aperitivu. Hvala.